Na progi Prilipe so člani AMD Brežice pripravili uvodno dirko državnega prvenstva v motokrosu. Janez Remše je s sovoznikom Manfredom Vekselbergerjem tekmoval v Le Manu na prvi dirki svetovnega prvenstva cestno-hitrostnih motociklistov prikoličarjev. Dirkališče Pannonia Ring na Madžarskem je gostilo prvo dirko državnega prvenstva v cestno-hitrostnem motociklizmu. Na poligonu društva Gas Vrtejba je bila prva dirka sezone državnega prvenstva za voznice in voznike minimota, mini-GP-ja in skuterjev. Drugič letos so se za točke merili motokrosisti, ki nastopajo v odprtem državnem prvenstvu Slovenije. Dirka je potekala na progi v Savskem Marofu na Hrvaškem. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Z državnim prvenstvom Slovenije so začeli tudi motokrosisti. Prvo preizkušnjo sezone so imeli na progi Prilipe. Kot veste, smo prejšnji termin žal morali odpovedati zaradi zelo slabih vremenskih razmer in dolgo smo razmišljali, ali je pravilno ali ni pravilno, vendar danes je bil dokaz, da smo se pravilno odločili, ker danes smo imeli neprimerno boljše pogoje, kot bi pa takrat imeli. Pogoji pa seveda vplivajo na varnost, seveda tudi na obisk, kar je zelo pomembno za organizatorja. Prvi so se na nekaterih mestih razširjeno stezo podali veterani, ki vozijo skupaj v razredih 40 in 50. V obeh vožnjah sta bila v ospredju Simon Laurin pri mlajših veteranih in Bogomir Gajser pri starejših. Absolutno je bil najboljši prekaljeni Gajser. Z njim sta na zmagovalnem odru stala še drugi Igor Pancar in tretji Boštjan Braniselj. Pri mlajših veteranih sta Laurinu na mestih 2 in 3 družbo na stopničkah za zmagovalce delala Leon Ferš in Ciril Podržaj, ki sta imela enak točkovni izkupiček, a zaradi boljše uvrstitve v drugi vožnji se je drugega mesta veselil Ferš. V kategoriji MX65 Tajvidovič ni dovolil presenečenja. Slovenski reprezentant je obakrat dober štart nadgradil z zelo samozavestnima vožnjama ter obe dobil. Drugo mesto si je z nemalo težavami privozil mladi adut domačega društva Aleks Novak. Obe dirki po 3 krogih mi je nehala delati prvo bremžo, pa sem tak enaki tempo probo držati, da nisem me prehiteli. Dokončal sem obe dirki na drugem mestu. Tretji na podelitvenem odru je bil Svit Vižintin. Sicer pa si vsi, ki so se spopadli s progo na Prilipah v tej kategoriji, zaslužijo čestitke. Vožnje so bile izredno napete, vse tudi manjše kategorije, tako da neka ocena tej prve dirke jaz mislim, da je zelo dobra. Najmlajši v kategoriji motorjev s prostornino do 50 kubičnih centimetrov so se merili za točke pokalnega prvenstva. Vozili so na prilagojeni, skrajšani progi in pokazali, da jih ni niti malo strah. Najboljši je bil sicer na koncu hrvaški voznik David Dorčič pred Matijo Mačkom in tretjim na zmagovalnem odru Luko Horvatom. V razredu MX85 smo imeli 2 zmagovalca voženj, a ne Gal Geršak, ki je dobil prvo, ne Miha Vrh, ki je bil najhitrejši v drugi vožnji, nista stala na najvišji stopnički na zmagovalnem odru. To je zasedel Lukas Osek, sicer 2-krat drugi. Drugo mesto skupno je pripadlo Vrhu, tretje pa Geršaku. Žan Oven letos prvič v karieri v državnem prvenstvu vozil v kategoriji MX125 in kar takoj je pokazal, da je izvrstno pripravljen. Prepričljivo je namreč dobil obe vožnji in tako najavil boj za naslov prvaka. Sem kar zadovoljen. Prvo vožnjo sem štartal tam nekje tretji, pa pol prehtel, pa vozil svojo dirko. V drugo sem pa štartal prvi, pa vozil tukaj z nami in to je to. Drugo mesto v skupni razvrstitvi si je privozil Tilen Demšič. Tretjo stopnico odra za zmagovalce pa je zasedel Mark Miller.
Tekmovalci kategorij MX2 in MX Open so vozili skupaj. Jan Pancar je bil razred zase in je dirko suvereno dobil. Konkurenti mu niso bili kos. Preizkušnjo pa je vzel za še en dober trening pred naslednjo dirko svetovnega prvenstva, ki ga čaka v Kegumsu v Latviji. Tudi danes sem uspela 2 dobra štarta, kar sem zadovoljen, ker imam tu v bistvu največje težave na svetovnem prvenstvu in bom tudi v Savskem Marofu probal z 2 dobrima štartama, da v bistvu potreniram za svetovno prvenstvo. Proga mu je ustrezala in jo je dobro izkoristil. Meni osebno je bila zelo všeč proga. Mogoče bi bilo lahko malo več vode na progi že zjutraj, da bi se naredilo malo več linij, ampak sem vsem zadovoljen. V odprtem razredu je v seštevku 2 voženj na drugem mestu pristal Peter Irt, tretji pa je bil Luka Kutnar. V razredu MX2 je največ pokazal Luka Milec. Četudi je nekaj sezon manjkal na dirkah državnega ranga, je dobil obe vožnji. Sigurno mogoče nisem pričakoval, da bom tako uspešno obe 2 vožnji odpeljal. Tako da sem vesel, da mi je ratalo in upam, da bo naslednja tekma isto. Kljub zmagi se zaveda, da ima v vožnjah še vedno veliko rezerve. Ja, vsekakor je fizična pripravljenost tista, ki je na zelo nizkem nivoju, glede na to, da sem se vrnil po tolikem času. Drugo mesto v razredu MX2 je zasedel novinec v tej kategoriji državnega prvenstva, Jaka Peklaj, ki je unovčil tudi nekaj mednarodnih izkušenj z zadnje dirke Evropskega prvenstva v Italiji. Tretji na zmagovalnem odru pa je bil Gal Hauptmann. Z dirko v Le Mansu se je začelo letošnje svetovno prvenstvo cestno-hitrostnih prikoličarjev. Slovenske barve na znameniti progi Bugatti je branil Janez Remše z avstrijskim sovoznikom Manfredom Vekselbergerjem. Prvo vožnjo za točke svetovnega prvenstva je slovensko-avstrijska posadka po težavah končala na 13. mestu. V drugi pa je nato osvojila 9. mesto. Skupno sta Remše in Vekselberger osvojila 10 točk, kar je lep obet za drugo preizkušnjo sezone, ki bo od 22. do 24. aprila v Asnu na Nizozemskem. Dirkališče Pannonia Ring na Madžarskem je bilo prizorišče uvodne dirke državnega prvenstva Slovenije v cestno-hitrostnem motociklizmu. Oster veter je z nizkimi temperaturami poskrbel, da je bil asfalt hladen, kar je povzročalo voznikom nemalo preglavic. Vikend je bil sicer tako zelo pester, vremensko, kar zahteven, tudi poln padcev, vključno z mano. Ta vikend je bil zelo težk zaradi teh mrzlih temperatur povetra. Jaz moram reči, da na srečo nisem imel nobenega padca. Vikend je bil zelo zahteven zaradi vetra in mrzlih pogojev. Padel sem 2-krat na treningu, tako da sem mislil, da sploh nimam šans. V razredu Supersport 600 sta se za zmago udarila Enej Logar in Grega Žust, ki ga padca nista pretirano pretresla. Na koncu sem zbral pogum in dosegel prvo mesto. Na dirk sem pa rečem, da mi je kar v redu šlo, potem sem pa enemu 4. krogu, mi je pa zadnja guma zelo zdrsala in me je Žust prehitil, pol pa sem pa malce umiril in na koncu na srečo sem prišel drugi v cilj. Tretji je bil Sašo Pečelin. Na dirki se je nekako izšlo za 3. mesto, sicer mečken po sreči. Po sreči se je šele v zadnjem krogu prehitel Bora Klemenca. V razredu Superbike sta se v vlogah favoritov znašla Aleš Senekovič in Aleš Brzin. Slednji ima močno okrepljeno moštvo. Letos je ob meni tudi celo sezono lanskoletni državni prvak Marko Bolko. Kljub temu pa je bil na progi uspešnejši Senekovič, ki je takole proslavil zmago. Drugi je bil veteran Albin Štern, Brzin pa tretji.
Izkupiček točk je, 3. mesto je, zdaj gremo pa novim dogodivščinam naproti. Druga dirka sezone državnega prvenstva bo 27. aprila na Grobniku. Prva dirka državnega prvenstva za voznice in voznike minimota, mini-GP-ja in skuterjev ter uvodna preizkušnja pokalnega prvenstva Slovenije v supermotu je bila na poligonu v Vrtojbi. Organizacija potekala po pričakovanjih. Vse je bilo, tudi vreme je bilo naklonjeno nam, vsaj enkrat. In organizacija je bila super, no. V razredu Minimoto Open sta se za prvo mesto udarila Jan Poropat in Tadej Maver Guštin. Uspešnejši je bil mlajši Maver Guštin, ki je zelo zbrano odpeljal obe vožnji. Glede te dirke sem zelo zadovoljen, kajti sem prehitel mojega učitelja in postal tudi vodilni v seštevku državnega prvenstva. In upam, da se bo ta trend nadaljeval. Sicer zdravstveno se ne počuti najboljše, bo, za naprej bo boljše. Tretji je bil Andraž Osenk-Drčar. V razredu mini-GP smo bili priča dvema zelo zanimivima in napetima vožnjama. Za 3 mesta na zmagovalnem odru so se borili brata Enej in Tijan Krševan, Filip Lah in novinec iz mladinskih vrst minimota Nejo Habjan. Mislim, da je bilo kar redu, jaz sem užival, pa tudi mislim, da je konkurenca. Največ je pokazal Tijan Krševan, ki pa je bil kar kritičen do svoje predstave. Prvo dirko se mi ne zdi, da sem veliko vozil dobro. Vseeno si je privozil prestižno prvo zmago na dirki v sezoni. Na mestih 2 in 3 pa sta pristala Habjan in Lah. V kategoriji skuter je tokrat vozil le Silvano Mladovan, ki se je pomeril s fanti v razredu mini-GP. Zelo zanimivo je bilo tudi v mladinskih kategorijah minimota. V razredu otroci 1 je bil suveren Nik Podpečan-Vehovec, ki je bil najhitrejši že v kvalifikacijah. V obeh vožnjah tekmecem ni dovolil, da bi ga prehiteli. Današnja tekma je bila zelo dobra, samo ni bilo dobro, ker je Liam padel, ker se bi lahko dajala skupaj. Osmoljenec je bil Liam Ostrožnik, ki je v drugi vožnji odstopil. To je odprlo pot do drugega mesta Jakobu Štiftarju. Na 3. mestu na odru za zmagovalce pa je stal Tomaž Bratina. Razred Minimoto otroci 2 je prav tako postregel z zelo zanimivimi vožnjami. Najboljšo dnevno formo je pokazal Tim Komel. Velik motiv za zmagovalca uvodne dirke sezone je bil, da premaga starejšega brata Taja. Ko sem hotel prehiteti brata, v prvo mi ni ratalo, v drugo sem pa imel več sreče in sem ga prehitel in potem sem vodil in sem zmagal. Drugo dirko pa brat imel malo smole in tako mi je olajšalo zmago. Taj Komel je v drugi vožnji zaradi težav z motorjem odstopil. Na zmagovalnem odru pa sta Timu Komelu družbo delala Nejc Petrič in Matija Kodarin. Vozniki supermota so se merili za točke pokalnega prvenstva Slovenije. Zmago je vknjižil branilec naslova najboljšega iz lanske sezone Fabrizio Valenta, a se je moral za prvo mesto pošteno potruditi, saj mu je vse skozi za vrat dihal Samo Murovec, ki pa Valente ni uspel prehiteti. 3. mesto si je privozil Robert Mladovan. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Motokrosisti z licencami AMZS so imeli drugo dirko sezone za točke državnega prvenstva na progi v Savskem Marofu na Hrvaškem. Skupna slovensko-hrvaška dirka v slovenskem prvenstvu ni novost in je znova dobro uspela, saj so bili tekmovalci brez izjeme sila motivirani. V veteranski kategoriji 50 je bil podobno kot na Prilipah najboljši Bogomir Gajser. Spet je vozil sila suvereno in prepričljivo zmagal v obeh vožnjah pred Igorjem Pancarjem.
Tretje mesto pa si je zagotovil hrvaški voznik Mario Klančič. Med mlajšimi veterani je tokrat prevladoval Borut Koščak. Slovenski voznik s hrvaško licenco je bil premočan in prehiter za tekmece. Drugo mesto si je pripeljal zmagovalec prve dirke sezone Simon Laurin. Tretji pa je bil Leon Ferš, sicer na Prilipah drugi. V razredu s prostornino motorjev do 65 kubičnih centimetrov je bil vnovič najboljši Taj Vidovič. Dvakrat sem štartal v redu, v drugi vožnji me je prehitel Novak na štartu, ampak po enem krogu sem ga spet prehitel. Aleks Novak je bil podobno kot na Prilipah na koncu drugi. Za tretje mesto pa sta se merila Luka Jurič in Tim Repnik. Uspešnejši je bil Repnik, ki mu je ob Vidoviču in Novaku pripadlo mesto na zmagovalnih stopničkah. Mladi upi vozijo v pokalnem prvenstvu razreda MX50 in zopet so se brez strahu podali na progo. V prvi vožnji je bil najboljši David Dorčič, v drugi pa je Matic Maček izkoristil napako tekmeca in v cilj pripeljal prvi, kar mu je prineslo tudi skupno zmago na dirki. Proga je bila fajn in ful je bila dobra. Zmagovalec je pojasnil tudi, zakaj mu je še posebej ljub eden od delov proge. Toti, ko gremo tukaj gor. Zakaj pa? Ker je tako javnine, pa ga lahko žrem. Tretjega mesta na zmagovalnem odru se je veselil domači tekmovalec Rok Cebovič. V razredu MX85 je bilo izjemno napeto. Prvo vožnjo so odločale stotinke. Štartal sem slabo in sem se rabil prebijati naprej. Pri tem je zmanjkalo časa, da bi napadel prvega, zato sem končal kot drugi. Srečnež Lukas Osek je bil le 23 stotink sekunde pred Miho Vrhom. Prva vožnja mi je bila boljša, sem se boljše počutil, v drugi so me pa ovirali tekmovalci za krog. Bil sem samozavesten, vedel sem, da ga lahko prehitim in to sem tudi naredil. Vrhu je zmaga v drugi vožnji prinesla skupno zmago na dirki. Osek je bil na zmagovalnem odru drugi, tretji pa Gal Geršak. V kategoriji motorjev s prostornino do 125 kubičnih centimetrov je prvo vožnjo kar nekaj časa vodil Tilen Demšič, a ni zdržal. Imel sem namreč spet eno smolo, ko sem trikrat padel in potem se nisem mogel zbrati, dobil sem arm pump, ampak potem vseeno nekako zadovoljen s prvo vožnjo. Žan Oven je podobno kot na Prilipah znova pokazal izvrstno pripravljenost. Privozil si je zmagi v obeh vožnjah ter tudi skupno zmago. Demšič je osvojil drugo mesto, tretje pa je zasedel v obeh vožnjah tretji Luka Kranc. V razredu MX2 je z obema vožnjama spet izvrstno opravil povratnik na motokros steze Luka Milec. Hrvaški voznik Luka Kunič mu je sicer vztrajno sledil, a Milcu ni bil kos, ne v prvi niti v drugi vožnji. V boju za tretje mesto je po prvi vožnji najbolje kazalo Galu Hauptmannu. Letos vozim v MX2 in pač fantje imajo 250 kubični motor, kar je malo razlika, sploh v tej klanci se pozna gor, ampak zaenkrat kar gre v bistvu probam v ovinkih nadoknaditi. Peklaj v prvi vožnji četrti je bil v drugi tretji, ter tako prišel na zmagovalni oder. V bistvu trening in pa druga vožnja sta bila res super. Prvo vožnjo nekako nisem mogel dobiti svojega pravega ritma, ampak sem to v drugi popravil. V odprtem razredu Jan Pancar ni dovolil presenečenja. Demonstriral je dve vožnji, v katerih je pokazal, zakaj sodi v razredu MX2 med 15 najboljših na svetu. Na drugem in tretjem mestu sta se za Pancarjem obakrat zvrstila Peter Irt in Luka Kutnar, kar je pomenilo povsem enak končni vrstni red kot na uvodni preizkušnji sezone na Prilipah.
V sredo 27. aprila bo v organizaciji društva 2N Race na grobniškem dirkališču nad Reko na Hrvaškem druga dirka državnega prvenstva v cestno-hitrostnem motociklizmu.